Ta izdelek v bistvu vsebuje keratin, ki že med samim barvanjem dejansko ščiti naše lase in potem ima tudi v sebi noter pentanol, ki v bistvu poskrbi, da smo po barvanju, da so naši lase lepo nahranjeni, sijoči, lepi in pa seveda serum za obnovo naših las. To so ene take 3 sestavine, ki jih v bistvu barva potrebuje, da po barvanju lase niso uničeni in da imajo lep lesk. Je pa res, da ta izdelek vsebuje tudi omega-9 in olje marule. Ja, in to bo še v bistvu dodatno nahranilo naše suhe konice in suhe lase na splošno. Zelo pomemben je dober in kvaliteten šampon. To je tista osnova, da potem lahko sploh nadaljujemo z nego naših las. Pa veš, kaj nam je še žensko zelo pomembno, nejasna? Ja, von, ne, seveda. Ta ti bo zelo všeč, ker res duši, res. Všeč mi je, ker je von zelo prijeten, ampak hkrati ni preveč intenziven. Torej, še vedno, se lahko vi mirne duše naparfumirate. Zelo nežen, ampak hkrati res kar poboža. Ne rabite ga izpirati in lahko ga uporabljate, kadar vidite, da imate lase brez sijaja, da v bistvu so suhi, poškodovani, samo pošpricamo po konicah, naprimer, lepo razčešemo, če imaš mogoče težave s tem, da se ti kaj vozlajo, bo tole super, lahko ga pa v bistvu tudi uporabljamo kot balzam. Ja, sploh dolgolaske, čeprav ne bi se rada omejevala samo na ljudi z dolgimi lasmi, pa vendarle ne. Tiste, ki imate dolge lase, veste, kako je zoprno, ko se nam kaj zavozlja tukaj le zade pri lasišču. V bistvu to je tak sanjski izdelek, bi mi temu rekle. Jaz enako priporočam, da se pretrese. Tukaj imamo tudi označeno, koliko ga uporabljamo. Seveda kratkolasega, kot sem jaz, malo manj kot naprimer ti. Drugače pa nanesemo ga na že oprane lase, ki jih malo usušimo v brisači in potem nanesemo, lepo porazdelimo po celotni dolžini las. Boste videli, izdelek se bo spremenil v tako bolj mlečno teksturo in potem res pustimo delovati samo 7 sekund. To je popolnoma dovolj. In potem temeljito speremo. Se pravi, izdelek je potrebno temeljito sprati iz naših las in boste takoj videli, kako so lasje polni. Tudi na občutek na rokah bo popolnoma drugačen. Definitivno za nas blondinke je zelo primeren. Drugače pa tudi rjavolaske se včasih soočajo z poškodovanimi lasmi. Ni to nobena izjema, bi pa rekla, da tiste, ki imate lomljive lase, poškodovane konice, je tole super izdelek tudi zato, ker ne zmasti las. To je taka njegova posebnost, nanesemo ga čez noč, poskusi, boš videla, zelo lepo tudi duši, lepo strukturo ima in zelo hitro se vpije v naše lase, tako da v bistvu tudi naš zglavnik, ker vem, da bojo... Skratka, želela sem povedati, da vse bodo rekle, joj, potem bom pa imela umazan zglavnik in tako dalje. Ni tega strahu, zelo hitro se vpije v lase, tako da samo nanesemo ga, naredimo kako kito, čop, gremo spat in zjutraj naši lase ne bodo mastni. Zelo dober in primeren tudi za tiste, ki imajo suhe in poškodovane lase, kajti mnogokrat se ženske ne upajo uporabljati lakov, če imajo v bistvu suhe lase, ker mislijo, da jih bo obtežilo, da se bodo lasje spoprijeli skupaj. Izsušili še bolj, ne? No, v glavnem, s tem produktom temu ni tako. Govoriva o Taft laku za lase Power Kashmir. V bistvu že mečkeno ime nakaže na to, da gre za zelo močen, ampak hkrati nežen lak. Zdaj, da vas mogoče še spomnim, tukaj imamo to lestvico, ki jo vidimo glede na moč laka, ki jo ima. Ta je najbolj močen, petica, tukaj vidimo. Tukaj, če so nižje številke, to pomeni, da je lak manj intenziven, ampak posebnost tega laka, kot si že omenila, je kljub temu, da je močen, obstojen, las ne sprime in predvsem tudi ne zmasti.